Z nami je Marko Urbanek, predsednik Centra plesa, društva Center plesa. Zdravo. To je plesna šola, v bistvu, ki v Mariboru deluje že 1 leto. Danes in včeraj pa smo v okviru festivala Lent v SNG-ju lahko videli projekt Odprta plesna scena. Mi lahko mogoče poveš nekaj več o samem projektu? Ja, pravzaprav gre za 2 dneva, ki sta nekako prepletata neko plesno tematiko oziroma krajše plesne predstave ali točke in ena od teh je tudi naša Madonna Cigarete in Pidgeotto, ki bo danes čez 1 uro na Malem odru v SNG-ju. To gre za avtobiografsko predstavo, če se ne motim. Tako. Na splošno o tvojem življenju, ne vem, lahko poveš malo več, kaj razkriva sama predstava? Pravzaprav je osnovna ideja za predstavo je bila pravzaprav ta, da se človek v bistvu dosti ukvarja s svojo preteklostjo, skozi se vrača v neke svoje spomine in to mu pravzaprav dosti pomeni, dosti se ukvarja s tem in bolj sem se pravzaprav začel tudi jaz ukvarjati s svojo preteklostjo, proba poiskati neke mogoče zanimive trenutke in jih bolj preliti v predstavo. 7 plesalcev v predstavi, oni mi pomagajo pri tem, tako da drugače pa tudi sam plešem v tej predstavi, kar je pravzaprav prvi projekt, ker plešem tudi jaz zraven. Drugače smo pa na tej odprti plesni sceni lahko videli še pravi neki plesni konglomerat raznih plesnih produkcij. Kakšna je bila v bistvu tvoja vloga zdaj v vsem tem, so sodeloval mogoče še na kakšnih drugih področjih ali pač samo kot plesalec in koreograf? Pravzaprav tukaj samo kot plesalec in koreograf, ja. Te dni recimo v mestu tudi opažamo neko splošno kulturno-umetniško vzdušje. Zdaj vemo, da sodobni ples ni namenjen nekim masam, množicam, pa mi povej, ne vem, je ta atmosfera v mestu zdaj trenutno pripeljala mogoče k večjemu zanimanju za sodobni ples? Kaj pa vem, mogoče samo daje občutek, da ker se pač ne dogaja vse samo znotraj recimo Malega odra v SNG-u, ampak tudi ko stopiš ven, je dogajanje posod. Drugače pa mislim, da je to bolj publika, ki je tudi sicer na tovrstnih predstavah. In to je mogoče tudi problem, da se ta publika ne širi, da ni vedno več te publike, ampak se to skozi vrti znotraj nekega kroga. Da ne vem, mogoče bi bilo lažje, če bi bil prav nek prostor namenjen za sodobni ples, ker bi se mogoče tudi naredil tako kot nek plesni abonma ali nekaj takega, da bi se ljudje navadili na to in bi zahajali tja, bi bilo mogoče, ne vem, lažje vse skupaj, ne. Tako je pa pravzaprav dosti težko prodreti iz tega kroga ven, da prideš do neke nove publike, da privabiš nove ljudi. Ne vem, mogoče tudi dosti krat pri sodobnih predstavah je tematika taka, da mogoče ljudi ne pritegne toliko, ker imajo, ne vem, danes ljudje raje bolj neko preprosto zabavo ali pa nekaj, kjer ni treba toliko razmišljati pa sodelovati zraven. Ni pa nujno, da so vse sodobne predstave zatežene, pa recimo naše sploh ni danes, tako bo danes. Madonna Cigarete, Pidgeotto, kar to pravzaprav je Pidgeotto? Pidgeotto je pravzaprav en tak čisto enostaven ples, ki sem se ga jaz naučil pri 7 letih, ko sem začel plesati in ga znam še danes tako, kot je bil. Tako da, ker sem pravzaprav v predstavi raziskoval tudi svojo plesno pot, se mogoče ravno s tem plesom začne in se bolj nadaljuje čez, ne vem, neko paleto različnih plesnih tehnik. To se pravzaprav vidi tudi v predstavi, ker se sprehodim čez, ne vem, recimo različna plesna obdobja. Tako da mogoče kot nek začetek plesa. Meni. Bi lahko demonstrirala ta ples mogoče? Ne bi. No daj, mogoče boš potem spodbudil malo več zanimanja med obiskovalci. No prav, mogoče bo pa to le spodbudilo malo več zanimanja. Bi rada videla, kako to zgleda. No, bi potem mogoče lahko rekel, da je znotraj tega festivala sodobni ples mogoče končno našel neko svojo pravo mesto. Vse mislim, da je ta plesni Lent že meni, da 15 let ali ne vem koliko časa že obstaja. Tako da je tukaj. Ampak konkretno sodobni ples? Kaj pa vem, mogoče bi lahko bilo več tega. Ali pa da bi bilo mogoče, ne vem, tovrstne predstave na večjih odrih, ker tokrat je pravzaprav vse skupaj na Malem odru v SNG-ju in je več ljudi, kot jih dvorana lahko sprejme.
ne vem. Fajn mi je bilo. Kaj ste drugače, sodobni plesalci, bolj pesimisti ali kako to mislite? Ne, zakaj ne? Ne vem, kako se morate obadati z nekimi težavami finančnimi, prostorskimi. Ja, samo tako je. Ne? Sploh recimo, če je društvo na začetku, tako kot je naše, ne? Eno leto delovanja, pravzaprav se treba zelo truditi. In smo se pravzaprav tudi to leto zelo potrudili, 5 projektov smo izpeljali. Je pa seveda, ja, tako kot posod druge, je težko in finančno izpeljati. Sicer nam recimo SNG zelo pomaga za koprodukcijo, tako da se da, ampak se je treba zelo truditi, no, zelo se treba posvetiti temu, tako da je to pravzaprav čist tako da na služba. Drugače, vaš center plesa, društvo, je zaživelo v redu, mislim se, ne vem, mladi radi odločajo, da plešejo prav pri vas? Jaz mislim, da je zelo fajna sezona za nami. Prejšnji teden smo tudi imeli zaključno produkcijo, tako da so se vseh naših, mislim, da imamo 15 različnih delavnic, ki so se pravzaprav obdržale vse skozi celo leto. Vse delavnice so se predstavile na produkciji. Imeli smo vmes tudi božično produkcijo, pa par predstav vmes. Tako da mislim, da je zadeva kar zalaufala. No. Ok, hvala za pogovor. Ne, prosim.